Ponovno na sodišču, tokrat celo z nasmeškom svojemu odvetniku, nekdanji pastor obtožen, da je ubil svojo ženo, medtem ko sta njegova dva otroka spala v bližini v njunem domu. Razširiš prste. Caleb Flynn je v priporu od februarja. In to je primer moškega, ki je izpovedoval svojo ljubezen do svoje žene. Nekoč kot tekmovalec na American Idolu. Zdaj pa bo morda preostanek svojega življenja preživel v zaporu, ker naj bi jo ubil. In povedal vam bom datum sojenja, ki je bil določen presenetljivo hitro in bi lahko odločil o njegovi prihodnosti. Spremljamo primer na Law and Crime. Sem Chris Stewart. Kaj se je dogajalo v življenju Caleba Flynna, da bi ga to pripeljalo do tega, da naj bi ubil svojo ženo v njunem domu sredi noči, medtem ko sta njuni mladi hčerki spali v bližini? Ni jasno, ali policija pozna motiv za umor v primeru smrti Ashley Flynn. Pomembno je poudariti, da je Caleb Flynn, ki ga tukaj vidite, danes znova vstopil na sodišče uklenjen v lisice, se je glede teh obtožb izrekel za nedolžnega in velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana. O tem bomo govorili še v nadaljevanju. Pred današnjo obravnavo je Flynnov odvetnik sodišče prosil, naj omeji, kaj bo javnost lahko videla v tem primeru v prihodnje, pri čemer se je skliceval na vpliv objave posnetkov s telesnih kamer, kot je ta. To je Flynn tisto noč, ko pravi, da je nekdo vstopil v njegov dom in ubil njegovo ženo, Ashley, nekdanjo lokalno učiteljico in trenerko odbojke. Na posnetku vidite, kako Flynn steče iz hiše v objem osebe, ki ga pride potolažit. Flynnov odvetnik pravi, da bi objava takšnih dokazov v tem primeru lahko vplivala na možnost, da bi njegova stranka imela pošteno sojenje. Zdaj imate tudi objavo klica na številko 911, ki ga je Flynn opravil tisto noč, ko se je vse to zgodilo. O moj bog! Miami County 911. O moj bog, nekdo je vlomil v moj dom. Nekdo je vlomil v moj dom. Ali so še vedno noter? Ne vem, prosim. Kaj vidiš? Moja žena je. Dvakrat je ustreljena v glavo. Prejšnji mesec je Flynnov odvetnik zahteval uvedbo odredbe o prepovedi javnega komentiranja, saj naj bi razširjanje videodokazov, policijskih poročil in drugih dokazov v javnosti in medijih močno ogrozilo ustavno pravico gospoda Flynna do poštenega sojenja. Danes naj bi sodnik odločil, ali bo ta odredba o prepovedi javnega komentiranja odobrena, da bi omejili, citiram, vse stranke, priče, organe pregona in odvetnike pri razširjanju kakršnihkoli policijskih poročil, videoposnetkov, zvočnih posnetkov, laboratorijskih poročil, fotografij, pisnih izjav ali drugih dokazov ali gradiva za razkritje medijem ali javnosti. Dokler ta primer ne bo v celoti razsojen. Konec citata. Flynn je prav tako želel omejiti javnosti dostop do določenih zapisov na spletu. Zakonodaja in vrsta dostopa do zapisov na spletu se razlikujeta od zvezne države do zvezne države. Ohio je zvezna država, natančneje okrožje Miami, kjer lahko na spletu vidite nekaj takega, kot je izjava pod prisego. Zdaj, preden se lotimo tega, kaj je danes odločil sodnik, kako je potekalo to zaslišanje, kaj je povedala Flynnova obramba in kaj bi to lahko pomenilo za dostop do Flynnovega sojenja, in ali bo sojenje na datum, ki se za tak primer iskreno zdi precej zgodnji, dejansko potekalo. Želim se poglobiti v ta primer in želim, da se spomnite, da so to slike in informacije, za katere Caleb Flynn, po besedah njegovega odvetnika in vloženih predlogih, noče, da bi jih videli. O moj bog! Moj hčerki sta tukaj! Moji hčerki sta tukaj! Še je ona. Ona je v postelji. Si z njo? Sem v sobi, gledam jo. Da, prosim. Imate zaklenjena vrata. Imamo ta vrata do prehoda za peste. On je v hiši. To je le del klica na številko 911, ki smo ga prejeli od oblasti v okrožju Miami. Klica, ki je bil opravljen februarja okoli 2:30 zjutraj. Ta klic je verzija zgodbe Caleba Flynna. Trdil je, da je sredi noči nekdo vlomil v njihovo hišo in ustrelil njegovo ženo Ashley do smrti, medtem ko so njuni otroci spali v svojih sobah v bližini. Težko je razumeti to zgodbo, vendar vam želim predstaviti, kaj policija pravi, da se je zgodilo tisto noč in kaj je lahko v središču tožilske obtožbe proti Caleb Flynnu. Začnimo pri tem, kdaj se je ta zgodba sploh začela.
Očitno je bila ženska ustreljena v glavo in trenutno ne odziva. Tako je dispečer poslal klic za odziv na dom Ashley in Caleba Flynna okoli 2:30 zjutraj v Tip Cityju v Ohiu, ki je mirno mesto malo severno od Daytona. Flynnova sta živela v lepi hiši, tipični hiši na slepi ulici. To je posnetek telesne kamere nekaterih prvih policistov, ki so prišli na kraj dogodka. Močno je. Preveril sem tole tukaj, nič drugega. V redu. V redu, si preverila? Si to preverila? Okay. 911, yes. Trenutno nihče drug ne pride sem. Pika. Vsaka vrata. V redu. Oh moj bog, oh moj bog, oh moj bog. Moj bog. Lahko sedeš? Želiš sesti? Ne. V redu. Je odšla? Poglej me, zadihaj. Poglej me. Hočem, da dihaš, prav? Nisem tisti, ki gleda na uro. Tam je moja hči, prav zdaj. Zdajle hočem, da dihaš, prav? Imaš koga od družine, ki ga lahko pokličeš? V redu, kje imaš svoj telefon? Želiš poklicati družino? Počakaj. Corey, ga paziš? Ja. Voda je tam okoli, ne v kletki, v drugi stvari. Da, samo ena oseba. Tista vrata tam so odprta. Tista zadnja vrata so odprta. Je zunaj že pozno, ker ne vidim. Je to omara? V redu. Ja. Naj ga imamo? V redu, furleto, pazi. O ne, to je muka. Vidiš kaj krvi? Bom šla to urediti. Hej, ga kdo pazi? Nekdo ga mora pasti. Danes ne bom veliko govoril. Kje je on? You may call Mike if you want to. Okay. Ali so v tej hiši kakšnega strelnega orožja? Imam šibrovko. V redu. Rekla sem v redu. Šibrovka, puška kalibra 22 in zračna puška. V redu. Kje so? In imam pištolo v svojem tovornjaku. V redu. V predalčku za rokavice. V redu, v redu. Na posnetku s telesne kamere, ki ga je policija objavila, zameglijo, kar policisti vidijo, ko vstopijo v hišo Flynnovih, vendar večinoma ohranijo zvok in lahko slišite, kaj govorijo. Policija trenutno samo poskuša zbrati dejstva, vendar lahko vidite, da opazijo odprto sredinsko konzolo in odprta vrata v garaži. Caleb pravi, da ima pištolo v predalčku za rokavice svojega avtomobila. Še vedno pa ni jasno, ali ima policija v tem primeru morilsko orožje. Policija se nato premika skozi hišo v sobo Flynnovih hčera, ki očitno še vedno spita. Sedi na kavč, prav? Lahko koga pokličem? Danes ne govorim. Awake, both of them. Yep. Je to samo soba? Je to samo soba? V redu. RP is requesting a check on Rebecca
Clear. Kam je šla Kori? Katera soba je to? Čukaj. Da, dekleta so v redu. V redu, dober si sedam. Počakaj. A ne grem naprej, ali nekoga pokličem. Počakaj, draga. O moj bog. Ali želiš, da? Danes tvoj. Ali je v okrožju kakšno bejzbolsko igrišče? Je odšla? Ne, v redu. Ne morem, je to moja po. Lahko ga obesimo. Kori, ali mu želimo dovoliti, da pokliče kakšnega družinskega člana ali ne? Lahko pokliče družino, vendar ne smejo vstopiti v to hišo. V redu. Lahko to storimo. Ja. V redu, pa smo tam. Ja, obe dekleti sta bili, zbudili sta se, ko so vstopili. Ne, nočem to početi. Nočem vprašati, zdaj mu nočem postavljati vprašanj. V redu je, za nekaj minut. Sedi, draga, prav? Ostani sedeča. Mi lahko poveste njene podatke? Vem, da je to res težko. Prav. Kako ti je ime? Caleb. Oprosti. Prav. O moj bog. O bog. O moj bog. Mimogrede, lahko pokličeš družino. Samo ne smejo vstopiti v to hišo. Ne bodo se mogli približati hiši ali kaj takega. Poklical bom mamo. Moji starši živijo v Minnesoti. V redu, preden to narediš, mi lahko narediš uslugo? V redu. Kako je njeno ime in primek? Policija je nato izrezala del zvoka in zdi se, da so prikrili, kaj je Caleb govoril o svoji ženi in podrobnosti o tem, kaj se je morda zgodilo v tisti hiši. V tem primeru je še vedno veliko stvari, ki jih ne vemo. Prej sem malo govoril o motivu, prav tako pa ne vemo veliko o tem, kaj je Flynn povedal policiji med zaslišanjem. Ne vemo, katere podrobnosti naj bi Flynn navedel o tem, kje je bil, ko je domnevni vlomilec vstopil v hišo. In tega morda ne bomo izvedeli, dokler ne bo sojenja. Zdaj pa, nekaj podrobnosti je Caleb Flynn vseeno povedal v tistem klicu na številko 911. Poslušajte to. V redu, potrebujem, da globoko vdihnete zame. V redu, prihajajo k vam tako hitro, kot lahko. Ali so tista vrata še vedno odprta? Jozue. Pojdi. Kaj ne naredim? Ali sploh diha? Mislim, da ni bil preveč šokiran. Če ti je v redu, želim, da greš in poiščeš krpo,
nato pa daš krpo na to strelno rano, prav? Prav. Da, kot brisačo, vendar ne pritiskaj neposredno nanjo. Samo položi jo na to krvavo rano, prav? V redu, o moj bog. Potrebujem, da globoko vdihneš zame, prav? Prav. Prav. Vzemi tisto krpo in jo položi na rano, ampak ne pritiskaj neposredno nanjo, prav? Prihajajo k tebi tako hitro, kot lahko, prav? Samo položila sem jo na tvojo glavo. Caleb ni bil le navidezno ljubeč oče in mož, bil je tudi uspešen glasbenik. Bil je tekmovalec v 12. sezoni Ameriškega idola. To je bilo leta 2014. Navdušil je na avdiciji pred sodniki, kot sta Simon Cowell in ekipa, in dobil zlato vstopnico za Hollywood. Ni pa prišel čez tisto stopnjo, kjer greš naprej v oddajo v živo. Mislim, še vedno je velik dosežek priti do Hollywooda, kaj ne? Ampak tisto, kar izstopa iz njegovega časa v American Idolu, je to, kar je povedal o svoji ženi Ashley. Vprašali so ga, kaj ga dela edinstvenega. In njegov odgovor je bil, citiram, resnično ljubim Gospoda. Svojo ženo imam rad bolj kot karkoli drugega. Ona je zelo, zelo lepa. Ljubim jo. Rekel je, da ga je Ashley spodbudila, naj gre na avdicijo za American Idol leta 2014. Glede na vse, kar vemo o Calebu, se je zunanjim opazovalcem zdelo, da je iskreno zadnja oseba, ki bi naredila kaj takega, kot je ubiti svojo ženo. Po približno 45 minutah v hiši na tem posnetku s telesne kamere Caleb nato odide ven. Zelo je čustven in objame ga nekdo, ki javno še ni bil identificiran. Zdi se, da gre za družinskega člana ali tesnega prijatelja. Sploh ne vem, kaj naj naredim. O moj bog, moj bog. O bog. O moj bog, o moj bog. Did the squad look at you? Just look at him. Oh moj bog. O moj bog. Moj bog. Moj bog. Ne vem, kaj naj naredim. Ne vem, kaj naj naredim. Tudi jaz ne vem, kaj naj naredim. Samo ne bodi v šoku, jaz sem v šoku. O moj bog. Ali želiš sesti na stopnice? Mu lahko prinesemo odejo? Ja, ja. Kdo je hodil tam zadaj? Kaj je to? Kdo je hodil tam zadaj? Namestniki? Nihče od nas ni hodil tam zadaj. Ne. Ali nočeš, da bi mi šli tja? Mislim, da ne. Hotel sem povedati, da sem bil zunaj s psi. Pelal sem 2 psa na sprehod. Samo poslal sem jih naokol, da postavijo stvari. Ne vem, Colt je morda šel na nekaj mest, da postavi trak. Ja, to bi bilo to. Ja, v redu. Ne vem, če sploh potrebujemo izbiro.
in lahko bi pripeljali dron, ampak Sploh ne veš, kaj si iskal. O moj bog, zmrznil sem. in potem sem stekel. In vrata do garaže so na stežaj odprta. In Kako dolgo si bila? Kako dolgo si bila tukaj, preden smo prišli? Približno 20 sekund. Ja, ne predolgo, v redu. Mislim, da sem videl vaše luči. Noben avto ni pripeljal ven. Nisem videl nobenih oreščkov. Počakaj, tudi jaz nisem nič videla, vse je bilo visoko dol. In jaz vzamem prvega, rišel je noter, videla sem, da gre hitro in rekli so, udaril sem te za znaki. O ja. Potem sem vrgel znak dol po poti, da me nihče ne prestraši. Ja. Prvič te nisem mogel najti. No, Thumbs up, that's the sign chorus, what's up? še vedno. Zdaj, v urah potem, ko je bila Ashley ubita, je policija povedala, da je delovna teorija ta, da je šlo za vlom, ki se je končal s smrtjo. Ko je policija prišla na kraj dogodka, so v zrak poslali brezpilotnike. Rekli so, da so pripeljali pse, da bi poiskali vonj ali kakšen znak vsiljivca in kam bi ta oseba lahko šla, vendar niso uspeli najti ničesar. Ena stvar, ki jo opazite, ko gledate posnetek s telesne kamere, je, kako policisti ohranjajo zelo profesionalen pristop. Do te mere, da se, tudi če je Caleb Flynn tako histeričen, zavedajo, da bi bil lahko nekdo, ki bi ga morali v takem primeru preiskati. Vise. Ja. Zadnja vrata so odprta. Tam na strani so vrata. Odprta so. Torej, vi ste se temu očitno izognili. Ja, nismo se. Tovornjak, sredinska konzola tovornjaka je odprta. In tam je rekel, da hrani svojo pištolo. Ta ogromna predstava. Žena. V isti sobi ti. Ja. V njeni posteli, v posteli. Kaj ne slišiš? Nisem govoril z njim. Kor je tisti, ki je govoril z njim. Tukaj je posnetek telesne kamere policista, ki se pogovarja z reševalcem o tem, kaj je videl, ko je prišel na kraj dogodka. Vem, da nisi certificiran. Povej mi tole. Kako dolgo misliš, da je že tako? Ne dolgo. V redu. Dekleta morajo ugotoviti, kje za vraga je. Prišli smo zaradi prijave o vlomu. Ja, predvidevam, ampak ne našega. Ampak bodo lahko izmerili njeno telesno temperaturo. Ja. Bodo ti lahko povedali približen čas. V redu. Ni meni Lopeter. Še vedno ima barvo. Barva je bila še vedno dobra. V redu. V redu, to je velika stvar pri izhodni luni. Veš kaj ocenim? Kam sem? Ni mi treba dobiti imena v databirdu. Lahko prideš kasneje na postajo. Ja. Obdobje Lahko se tudi družimo. Ja. Če imaš prav, ja. Sam družili se bomo, tudi mi bomo tukaj ostali, dokler ne pridejo kriminalisti. V redu. Ja. Policija ima očitno vprašanja, vendar pravijo, da bodo počakali, da se Caleb pomiri, saj je tako histeričen, preden pridejo kriminalisti in se z njim še pogovorijo. Tukaj je prijatelj, ki tolaži Caleba z odejo in postavlja vprašanja policiji. Pravkar mi je to povedal. Ja, rekla bi, da je bilo to verjetno pred približno 40 minutami. O moj bog, veš, da tega ni naredila. Rekla mi je, naj spim s koledarjem. O bog, ne bi smel poslušati. Lahko ostanem.
Na koncu Caleba, ki je zavit v tisto odejo, pospremijo do policijskega avtomobila, kjer policisti pravijo, da je prostovoljno odšel na policijsko postajo, da odgovori na nekaj vprašanj. Žal mi je, da se spoznava v teh okoliščinah, gospod. Še enkrat, lahko mi rečete Will, kako pa je vaše ime, gospod? Caleb. Caleb. V redu. Potrebujete kaj od mene? Moji starši prihajajo iz drugega mesta, vzeli so moj telefon in vse ostalo. Poskušal bom vse urediti glede tega. In veš, bomo videli, kaj lahko naredimo glede tega. Da ti jih vrnemo čim prej. Ampak žal je v tej situaciji za nas nekako standardno, da, veš, poberemo vse. Redo. Jaz bom šel ven, ker me zdaj opravka z njim. Če kaj potrebuješ, samo povej. Precej enostaven postopek. Seveda, detektiv Morgan. Ja, imam enega, hvala. Sem ti nekako povedal. Vzamemo vzorec kontaktne DNK za stvari, ki so ostale v stanovanju. To bi te izločilo. Tako, če laboratorij za kriminalistiko to vidi in reče, da je v redu. Ne, to se ujema z lastnikom stanovanja. Torej potrebujemo ali pa se ne ujema. Zdaj imamo še en profil. Moramo ugotoviti, kdo je to. To je s temi... Je zelo preprosto, sterilno. Nova embalaža, torej če samo odprete usta, potem pa jaz to ustavim in nekajkrat zavrtim po vaši notranji strani lica. To je posnetek, na katerem Caleb prostovoljno daje vzorec DNK policiji. Na tem posnetku s telesno kamero nimamo časovnih žigov, zato ne vem, ali je bilo to pred ali po njegovi aretaciji. Noge narazen, ja. V redu, hvala gospod. Oblecite si majico. Ali so kakšne poškodbe? Ali imate sploh kakšne poškodbe? Oprostite, ne vem veliko o situaciji, razen da je videti, kot da je šlo za vlom v hišo, ki je šel narobe ali nekaj takega. Torej, v redu, naj hitro preverim pri detektivih, če potrebujejo. Ne vem, če bi dejansko potrebovali tvoje bokserice. Če jih bodo, niso vprašali, vse razen vsega. Od tistega dneva aretacije Caleba Flynna smo največ slišali Flynna govoriti na njegovem prvem nastopu na sodišču, ko ga je sodnik vprašal, ali ima kaj za povedati. Gospod, samo za svoje hčerke želim skrbeti. Ne predstavljam tveganja. Sem. Razumem, v redu. Ja, sodišče bo v tem primeru odredilo skupno varščino v višini $2 milijonov, ki pokriva vse vaše obtožbe. Če boste v tem primeru plačali varščino, bo sodišče odredilo, da boste v hišnem priporu z elektronskim nadzorom pod nadzorom službe pred sojenjem. Poleg tega bo sodišče odredilo, da ne smete imeti nobenega stika, neposredno ali posredno prek tretje osebe. Velika porota je obtožila Caleba Flynna za skoraj ducat obtožb v zvezi s smrtjo Ashley. Izrekel je, da ni kriv za vseh 11 obtožb, ki mu jih očitajo. Njegova varščina znaša $3,5 milijona. Caleb je zdaj obtožen težkega umora in 3 obtožb umora v zvezi s smrtjo Ashley. Sooča se tudi z 2 točkama hudega napada, 3 točkami poseganja v dokaze in 2 točkama zastraševanja odvetnika, žrtve ali priče v kazenskem postopku. Ni bilo razkrito, koga naj bi po navedbah oblasti Flynn domnevno zastraševal. Zdaj so obtožbam umora dodane tudi obteževalne okoliščine zaradi uporabe strelnega orožja. V sporočilu za javnost oblasti iz mesta Tip City so zapisali, citiram, če bo Flynn obsojen, bo odslužil dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Pomembno je poudariti, da je smrtna kazen v Ohaju zakonita, vendar od leta 2018 ni bil nihče usmrčen. Zdaj pa želim preiti na današnji dan in nekoliko presenetljiv izid tega sodnega zaslišanja. Sodnik naj bi obravnaval zahtevo za prepoved razpravljanja v javnosti, ki jo je vložila obramba Flynna, vendar je obramba nato nenadoma spremenila pristop. Naš namen danes zjutraj je umakniti to zahtevo, tako prvotno kot tudi spremenjeno zahtevo. Ni jasno, zakaj obramba ni želela nadaljevati svojo zahtevo, vsaj da bi o njej opravili obravnavo. Trenutno je datum sojenja za Caleba Flynna določen za 28. april. To je približno malo več kot 2 meseca potem, ko je bila Ashley umorjena.
Sodnik je obe strani vprašal, ali sta pripravljeni na sojenje, in obe sta odgovorili pritrdilno. Obrambo Flynna so tudi vprašali, ali imajo še kakšne druge predloge za obravnavo. V tem trenutku, vaša čast, do zdaj nismo našli ničesar, za kar bi bilo vredno vložiti predlog. Tako naj bi to sojenje trajalo 2 tedna. In ponovno, razpisano je za 28. april. Danes je bila razpisana tudi zadnja predobravnavna konferenca. Ta je predvidena za naslednji teden, 16. aprila. To je vse za danes v oddaji On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.